Drage popotnice, popotniki, pozdravljeni. Danes začenjamo z novo epizodo popotniškega Snapa. Upam, da me slišite in vidite. Na sporedu imamo danes zanimivo temo in kar dva gosta, ki jo mogoče že poznate. Preden pa vam jo predstavim, sledi nekaj malega o našem združenju. Torej, Popotniško združenje Slovenije je nevladna organizacija, ki deluje na področju mladinskega in trajnostnega turizma, spodbuja mlade k odkrivanju sveta in jim približuje priložnosti za to dejavnost, ki so jim oziroma so nam danes na voljo in preko katerih lahko obogatimo našo karierno in izobrazbeno pot. Na spletni strani mesečno izhaja spletna revija Globetrotter, ki vsebuje mnogo prispevkov povezanih z omenjenimi temami. Današnja oddaja, ki poteka v sodelovanju z organizacijo Mladi Maribor, je že 17. po vrsti. Če pa si želite ogledati ali poslušati prejšnje epizode, lahko to storite na YouTube kanalu združenja ali na podcast aplikacijah. In tako smo pri novih gostih. Torej, govorili bomo o popotovanju po ZDA in skozi oddajo spoznali njene posebnosti ter mogoče ovrgli nekatere predsodke o njej in tamkajšnjem življenju. Z nami sta Cindy in Alex, izkušena popotnika in vlogerja pod imenom Ponč in Sonč. Torej, pozdravljena in dobrodošla v oddaji. Živijo. Hej, živijo. Torej, za začetek bi vaju vprašal, da prebijemo led. Kako sta dobila idejo oziroma kaj vaju je prisililo, da ste se odločila ravno za to destinacijo kot vajno veliko potovanje? To je tako zelo dobro vprašanje, ker v bistvu iskreno mislim, da tudi sama ne veva. Ja. V bistvu je bilo to najno prvo skupno daljše potovanje, pač predtem sva bila samo tako za pač kakšen teden po Evropi. Je pa kar tako, kar padla, kva če bi šla v Ameriko. No, dobro, pa je bilo. Ja, nekako hotela sva iti na road trip in nekako na prva asociacija, ko pomisliš, kam iti na road trip, ja, v Združene države Amerike. Tako da mislim, da je zato. Ja. Tako na večerni sprehod, torej. Ja. Torej, preden začnemo s predstavitvijo, bom samo gledalce in gledalke pozval, da lahko svobodno postavljajo vprašanja in komentarje, na katere bomo pa odgovarjali tekom dogodka in na koncu. Tako da lahko tu začnemo že z slikami, fotografijami. Super. Lahko začnemo. Ja. Se pravi, ja, kot je Tilen že povedal, danes vam bova predstavila najno enomesečno potovanje, torej road trip po zahodnem delu Združenih držav Amerike in pa seveda z vami bova razbijala tudi določene mite o tej državi oziroma neke predsodke, ki jih ponavadi imamo. Oziroma, če se lahko drugače izrazim, se pravi, pogovarjali se bomo tudi o tem, če je vse res, kar prikazujejo v hollywoodskih ameriških filmih. Tako da mislim, da je pred nami res eno tako zanimivo potovanje. V glavnem, midva sva bila v Združenih državah Amerike že kar nekaj časa nazaj, no julija leta 2018. Bila sva tam 29 dni, let do tja je seveda dolg, vmes sva imela pač en prestop za nazaj isto. Tekom najnega road tripa sva prevozila skoraj 9000 kilometrov in pa zamenjala sva 2 avtomobila, ker se nama je prvi rentan avto pokvaril. Obiskala sva 6 zveznih držav in sicer Kalifornijo, Colorado, Nevado, New Mexico, Utah in pa Arizono. Kar 10 nacionalnih in pa državnih parkov, 4 različna velemesta. Naredila sva več kot 5000 fotografij, danes vam jih bova pokazala nekje 200. In pa seveda pač v Ameriki sva bila, tam je pač značilna ta fast food, ameriška hitra prehrana in mislim, da ni čisto nič čudenega, da tam pač vse zrediš, a ne pridobiš kakšno kilco. Ja. Tako da tudi midva sva jih pa pol tudi zelo hitro zgubila. To zase govori. V glavnem, itak takoj po pristanku sva se najprej odpravila do Rent-A-Car družbe, kjer so v bistvu pač rentala najin prvi avto in se odpravila v bistvu že kar na samo pot. Ja, in v bistvu tukaj vidite, se pravi, najin celoten road trip. Zdaj, kot sva prej rekla, bilo je pač skoraj 9000 kilometrov, ampak napram celim Združenim državam Amerike teh 9000 kilometrov zgleda zelo malo. Tako da ja, Amerika
je ogromna, pač to si mi Slovenci sploh ne znamo predstavljati. In tukaj vidite v bistvu to pot, ki sva jo naredila, se pravi, šla sva nekako v smeri Uringa kazalca in se potem vrnila, se pravi, v San Francisco sva štartala in tudi v San Francisco sva se vrnila. No, ne omenim, da danes ne bova predstavila čist celotne poti, ker to je bilo le enomesečno potovanje in najin prvi potopis je bil dolg kar 3 ure, tega sva zdaj seveda skrajšala. Bova predvsem se pač opredelila na najina doživetja in pa seveda na življenje Američanov. Kar smo v bistvu že v uvodu rekli, da se malo usmerimo v bistvu, kako je v bistvu biti v škornjih enega povprečnega Američana, kakšne so tako vsakdanje te njihove cake, tako te zanimivosti. Tu pa lahko dodam, torej, da če pa slučajno gledalce zanima še več o tem, pa lahko obiščejo vaš profil na YouTube, kjer imata celotno Ja, na potovanje. najnem YouTube kanalu je pa dejansko Ponč pa Sonč, je objavljen celoten ta dolg potopis z vsemi informacijami, tako da vabljeni, da če vas bo kaj več zanimalo, si lahko tudi tisto pogledate oziroma lahko nama tudi pač kaj napišete, naj jo karkoli vprašate, ali pa seveda že danes v klepetu. Ja, torej midva sva se pravi že prvi dan zapustila San Francisco, ker sva si le tega namreč prišparala za konc potovanja, tako da tukaj sva se dejansko peljala čez tale slavni most, Golden Gate Bridge. In pa, kot imava nekako navadi, oziroma tukaj smo v bistvu prvič vzpostavili to navado. Tradicijo, ja, ki je že uveljavljena. Nekako se zmeri prvi dan potovanja rezervirava za opravke. Torej, da greš v trgovino, da nakupiš, kar še rabiš, recimo v Ameriki dotično sva si kupila še hladilno skrinjo, ker pač temperature tam so bile res neznosne. In pa recimo kakšne pralne praške, ki sva seveda tekom pač enomesečnega potovanja mogla tudi kaj cune oprati in podobno. Ja, sončne kreme, vse take stvari, ki jih pač ne vlača s sabo na letalo. Ker se mislim, pa če si za en mesec tam, se ti res ne splača vsega s sabo nositi. No in kar hitro sva pogruntala, da pač ameriške trgovine niso take trgovine, kot jih mi poznamo pri nas. Saj so pač leti ogromne, enormne so dobesedno. In tudi v Walmartu, pač to je ta njihova najbolj tipična veriga, pač to je ogromen. Tam prodajajo pač res čist vse, od pač sadja, zelenjave, hrane, do koles, kamping opreme, tehnologije, pač praktično kar ti srce poželi, boš najdel v Walmartu. Tukaj sva si recimo tudi zrihtala, pač prav v Walmartu sva si zrihtala ta prepaid SIM, predplačniško SIM kartico. Bi pa tudi kakšen loki, nabavo, če glih slučajno rabaš. Tako da te ameriške trgovine pač so eno tako zelo svojevrstno doživetje. In če misliš pač, da boš tukaj porabil zelo malo cajta, se definitivno motiš, ker tukaj že prej, da najdeš recimo samo sončno kremo, pač itak ne veš, kje je in prej ti to celo trgovino preiščeš, to traja. No, se pa v Ameriki zelo pozna ta njihov kapitalizem, ta njihova potrošnja in izdelkov, ki jih imajo na voljo, je pač zelo velik. In pa tudi njihove embalaže so pač enormno velike. Tukaj imamo se pravi in pač ta cornflakes ogromen, pa recimo piksna pijača Arizona, pač kle vidite Aleksovo roko za primerjavo, pač tako velika je ful, ne vem, koliko je en liter, ali koliko je bila liter. Zdaj bi samo na hitro nekaj omenil, recimo pač te cene, ki jih vidite, recimo zanimivo je, da Američani cene, ki imajo napisane na policah, so v bistvu brez davka. Ja. Tako da v bistvu ti namečeš noter in misliš, ne vem, plačal bom 20 evrov, potem pa prideš na blagajno, ti pa vsekajo v bistvu še davek zraven in kar naenkrat to ni več 20 evrov, ampak 30-40. Tako da to so kar mečka rabila, da so se navadili. Ja. S tem, da najhuje pa to, da ima vsaka zvezna država nekako svoje davke, pač tudi svoj procent davk, ni tako, kot pri nas, ki ima cela Slovenija pač 22%, da imajo čisto različne. Kalifornija svoja, Arizona svoja, tako da je kar zanimivo. Torej, zelo težko iti v trgovino in načrtovati porabo. Saj nikoli ne veš, koliko bo do konca.
Ja, Izkupiček. dejansko res. Mislim, načeloma imajo nižje davke, kot pač mi v Sloveniji. Mislim, da so tam povprečju koliko 80% bili, ampak ja, še zmeri, Ogromen, ja. ja, še zmeri se pol na končnem znesku ful pozna. V glavnem, ja, kle se spet vidi ta pač njihov kapitalizem, pa koliko pač različnih stvari imajo. Recimo, kle samo absolut vod, koliko je, pol recimo, koliko teh instant kav, pač celo morje. Da o čipsih ne govoriva. Ja, mi so tako celo stalažo čipsov, meni je bilo to najbolj. No in v glavnem s tem, zdaj s trgovino, pridemo do prvega ameriškega stereotipa, ki bi ga rada z vami delila oziroma z vami razbijala. In sicer verjetno veste oziroma se spomnite iz kakšnih ameriških filmov, kakšne ponavadi mamice pridajo pač na blagajno s takim pokom tistih kupončkov in pač to pol vse unovčujejo. No in da smo bila tako, da je to v ameriških filmih pretiravajo, to sigurno ni res. Ja, daleč od tega, pač to je res in tudi nama se je večkrat zgodilo, ko sva bila pač na blagajni, je bil pač nekdo pred nama s takim pokom tistih kupončkov in pol pač unovčijo za to, za uno, za tretjo, na celoten nakup. Pač to ni tako, kot pri nas, recimo, ne vem, v paru, ko imaš tisti en kuponček, pa ga porabiš, pa imaš mir za cel teden. Pa oni imajo dejansko cel pok. In še več, ponavadi te neke stay-at-home mamice, se pravi te pač mamice, ki merkajo otroke, pa so doma, pa imajo pač Poklicne žene. Poklicne mamice oziroma poklicne žene imajo malo več časa. One dejansko pač vse te reklame pregledujejo na dnevni ravni in zbirajo te kupone in tekmujejo med sabo, katera bo pač več zaprav. Mislim, več prišparala na podlagi teh kuponov. In videla so bila samo tako, ojoj, pač to je njihov nek nacionalni šport, ali kaj, pač tako res ful zanimivo. Torej, ampak s temi kuponi zelo veliko prišparati. Mene pa zanima eno vprašanje, če ste takrat doživela to, da ste morala čakati nekoga, ste omenila v koloni, koliko časa ste čakali, na primer, eno osebo, ki je s kuponi plačevala? Zdaj so dosti hitri. Načeloma dosti hitri, ampak mislim, dosti hitri, glede na količino kuponov, še zmeraj lahko to vkuj 10-15 minut. Ne? Ampak to je tako, bomo rekli Hofer hitrost, ne Mercator hitrost, tako da se da. Okay. Dobra primerjava. V teh ameriških trgovinah imaš zmeraj nekoga, ki ti zlaga stvari v vrečke. Pač ne rabiš sam zlagati v vrečke, ti se dejansko lahko posvetiš tistemu ekranu, ki ti spisuje gor tvoje pač produkte, pa cene, nekdo ti pa pač zlaga v vrečko. Tako da... Sicer pač oni, niti ne vem, po mojem niti niso zaposleni, so bolj tam kot neki prostovoljci in pa se itak pričakuje, da jim daš neke napitnine. In poleg davka še napitnine in pol je dvakrat na ceno. To pa ja. To je pa tako zelo značilno za Ameriko. Ja. No, potem pač tudi te tipične ameriške ceste. Zdaj, tlele v bistvu jaz bi omenil samo eno stvar in sicer vidimo ta speed limit oziroma tabla za prekoračitev hitrosti. Tam to zelo tako resno jemljejo. No, poleg tega, da imajo pač mobilne in stacionarne radarje, imajo še eno stvar, ki je pa mi nimamo, pa dvomim, da jo bomo kdaj hitro dobili, in sicer dron nadzorovanje hitrosti. Pa to je bilo že takrat, se pravi leta 2018. To je bilo 2018, ja, in je bilo v bistvu ful bizarno, ker ne vem, nek se vozaš in imaš prav table kao drone surveillance ali nekaj v tem smislu. In sem vložil samo tako, ojoj, poj dejansko moramo ful po omejitvah voziti, da nam kaj prekoračila. Ampak kljub temu, da sem bila midva v bistvu zelo previdna in se vozila po cestah, pa za kakšne te, mislim, obiske oziroma oglede mož kdaj malo skreniti off-road, a ne? Ja, s tem, da v bistvu to je načeloma v rent-a-car pogodbi prepovedano. Tako da ja, malo sva prekršila to pogodbo, ampak seveda pač mora se odpraviti tudi off-road.
In dejansko sva prišla dobesedno sredi česar. Pač okoli naju so bili taki hribčki, gore v daljavi in prišla sva v Ghost Town. Se pravi, v mesto duhov, imenovano Bodhi. Zdaj, ta mesta duhov so v Ameriki, sploh za Severno Ameriko, so zelo značilna. Zahodno. Ne, Severno A ja, mislim, Združene države Amerike so zelo značilna in sicer pač najdeš jih polhan, takšnih in drugačnih. Midva dotična sva si izbrala pač Bodhi, ker nama je bil nekako najbližji, pa tudi kar dosti velik, jaz sva rekla, no super, greva si tega pogledati. Zdaj pa kaj je v bistvu samo bistvo teh mest duhov. Namreč v 19. stoletju je bilo to obdobje zlate mrzlice, se pravi nek ta gold rush pač v Ameriki. In posledično je nastal poln teh mestec, ki so pač imeli nek rudnik pol svoj in so pač v bistvu probali skopati, najti zlato. Zdaj, v nekaterih mestih so ga dejansko našli, dotično v tem so ga našli, v nekaterih ga pač niso našli, so samo kopali v prazno in nikoli niso prišli do zlata. In pa dejansko, ko enkrat so ugotovili, da tega zlata ali sploh ni, ali pa recimo kot v Bodhiju ga niso več najdeli, so pač vse izkopali, kar je bilo, oziroma pač so dejansko ti ljudje odšli iz teh mest in posledično je pač ratu Ghost Town, se pravi mesto duhov, vse je ostalo ujeto v svojem času, se pravi nekje v 19. stoletju ali pa začetek 20. stoletja. Ja, pač praktično oni so vse tam pustili. Pač tako, kot vidite, recimo lonce, stole, krožnike, pač vse je ostalo tako, kot je bilo. Mislim, meni je to ful zanimivo bilo, no, sploh zato, ker imam rada nekako te stare zapuščene hiše. In pol se lahko sprehajaš tukaj, vse si pogledaš. Tako da ful zanimiv. Recimo tukaj se prav vidi tudi tale rudnik v daljavi, kjer so v bistvu kopali zlato, pol imaš tako starinske te gasilne aparate, razne te petrolejke in pa tako res taka čudovita narava. Zdaj, tlele je v bistvu... Če lahko prekinem, me zanima, torej je zato dejansko postala dobra turistična atrakcija, ne? Da se dejansko obiskovalce pripelje na podeželje. Ja, ne, mislim, Bodhi je med bolj znanimi, tako da tlele še kar nekaj obiskovalcev najdeš. Sam ni bilo pa toliko. Ni bilo pa toliko, da bi mu občutek, da je ful nagužvan, recimo. Bi bil na Ljubljanskem gradu, ne vem, ali pa na Bledu veliko bolj opesnen, kot je bil recimo tukaj. Je pa tudi, imaš pa precej teh manjših, nepoznanih, ki pa si predstavljam, da verjetno si lahko tudi sam tam noter. Tako da ta je bil pač nama spotoma, pa najbolj znam, pa največji, tako da sva šla pač tega pogledati. Zdaj glih na to noto največji, tam smo imeli eno zelo fajn serijo slik v bistvu, kako se je samo mesto razvijali in vidimo, da 79. leta, koliko je v bistvu to mesto, pač veliko mesto, glavna ulica, fulejnih stavb okoli. Samo 50 let kasneje je že v bistvu kar precej mesta zapuščenega in še 50 let kasneje, oziroma 100 let od začetnega datuma približno, pa vidimo čisto opustošenje. Kaj v bistvu to naredi, ko ljudje zapustijo neko mesto, se ne ukvarjajo več s popravili, narava dela svoje, pač veter, požar in tako, ja. In zanimivo videti. Ja, evo, to je v bistvu bil še najzadnji pogled na Bodhi in potem sva krenila naprej. Zdaj, tekom road tripa so si pač ogledala tudi kar nekaj nacionalnih parkov. Prvi na poti je bil Yosemite, tudi v bistvu zelo znan. Zdaj, tlele, kar hočeva na tej sliki pokazati, so te divji požari, wildfires. Vemo, da pač zlasti Kalifornija, ki je v bistvu dosti sušna dežela, se zelo spopada s tem problemom. In v bistvu ti je res tako kar malo grozen, ko v bistvu zapelješ v nek nacionalen park. Že na začetku nacionalnega parka je ponavadi neka tabla, ki kaže, ne vem, koliko je možnosti požara na tisti določen dan. In potem pa zapelješ noter in si misliš, sej to malo pretiravajo, pa vidiš tako hektare na hektare
Tako grozen. Ja, no. požganega gozda, tako da no, ta je mogoče bolj slika. Ampak dobro, to je pač del tega. V glavnem, to je v bistvu potem že prvi pogled na Yosemite, oziroma ta dotičen viewpoint se imenuje Tunnel View, ker v bistvu priješ glih ven iz enega tunelčka in potem vidiš to Yosemite dolino. Zdaj sama dolina oziroma nacionalni park Yosemite je poznan po svojih več 100-metrskih slapovih, pač ni samo eden, več jih je. Zdaj mi dva sva si šla pogledat enega, je pa sam nacionalni park pač toliko velik, da ne vem, lahko bi bil tukaj 14 dni, pa ne bi vsega videl, ker imaš en kup enih v bistvu pohodniških poti, ljudje se ful zamotijo, ne vem, ali s plavanjem v teh nekih visokogorskih rekah, oziroma kar je v Yosemitiju še sploh popularno, so predvsem plezanja. Tam recimo je ta zelo znan El Capitan oziroma El Cap, pač največji granitni osamelec na svetu, po kateremu pač ljudje na živo skalo plezajo. Imaš Half Dome, evo na naslednji sliki, in pač nasplošno veliko pač, kot sem rekel, pohodniških poti, tako da ljudje se tukaj odpravijo kar za počitnice, pa se malo odpravljajo po celem parku. To je v bistvu nekako tudi ena zelo znana točka, Glacier Point, kjer v bistvu vidiš potem še z druge strani samo dolino. To je bil tudi najin končen cilj in na to se odpravlja naprej v prenočišče. Ja, no, ta hotel sva dodala nazaj noter. V glavnem, ta hotel, kjer ga sva prišla, je bil prav poseben. V bistvu ni bil hotel, bil je motel, pač kar je v Ameriki zelo tipično, da imajo ob teh nekih glavnih cestah te motele, pač narejene za popotnike, da se na hitro ustaviš, prespiš in pa greš naprej na pot. No in tukaj sva se midva dejansko prvič srečala s to izkušnjo motelov in morava priznati, da je bila kar taka zanimiva izkušnja. Namreč midva klej dobiva ključe od sobe in pač prideva noter in ugotoviva, ok, imela sva pač skupne kopalnice. In ko sva prišla v sobo, sva ugotovila, da imava dejansko sobo pač tako, kot vidite na sliki, 2x2 metra, pač dobesedno ni bilo tako čisto nič večji, se pravi pač poslan, ne vem, je bila 140, še to ne vem, če je bila. V glavnem pač tudi kovčkov nisva imela kjer za odprt, pač sva pa jih kar na posli odpirala in dejansko se ni dalo bolj slikati, ker pač klej na koncu posle je že konc sobe. No in pa ja, tudi ta ameriška tipična stvar se mi zdi, da je to, da je cel hotel oblečen v tepihe. In ta hotel je bil dotično še ful star, kot vidite, pač imajo tele, kva so že, tapete, ja, in pol te tepihe. In vse je smrdelo v tem hotelu in da so bila, ojoj, pač, takle sploh kaj pucajo. In tudi, ko sva prišla na hodnik, sva videla pač po celem hodniku zložene čevlje, pač nekaj gojzarje dotično, pač pohodne čevlje in podobno. Mi je tako pač, ojoj, pač ni čuden, da ta hotel toliko smrdi, ne glede na to, da je toliko čevljev na hodniku. Pač to je bilo prav pokisljeno, štekaš. Umnik smrdljivih koga. No in na kar mi dva pač ugotoviva, da je ta hotel prav poseben. Namreč nahaja se prav na delu poti PCT oziroma pač PCT po slovensko, ampak to ni ta PCT, ki ga poznamo danes v Sloveniji, ampak je dejansko Pacific Coast Trail, torej neka pohodna pot, ki v bistvu gre vse od meje s Kanado, ob se pravi pač obali, pač te pacifiški obali, do meje s Kanado, z Mehiko. In ja, to je res taka dolga pot. Ljudje tako, mogoče, če komu znam Camino, to pravijo, da je ameriški Camino, no, če tako za primerjavo. Ful večji kot Camino, recimo. Ja, ampak. In mislim, ful daljši, no. In te popotniki več ali manj skozi hodijo v pač naravi, v divjini, v gozdu so in na vsake toliko pa morajo priti v kakšno mesto ali pa pač v vasico, da si napolnijo zaloge hrane, zaloge vode, da se malo umijajo, ker pač tam v divjini nimajo niti pač za umice.
In ja, ta pač hotel v Bridgeportu, če se ne motim, se je nahajal točno tukaj, kjer so se pač te pohodniki ustavljali. In pol ti pač vse nekako bolj postane jasen, ja, ni čuden, da pol te čevlje puščajo pač po večdnevnih hoji skozi v čevljih, logično, da smrdijo, tako da pol se ti kar malo tako jasna slika. To je pa varianta bolj, da smrdi drugim, kakor meni, ker si bom končno na žimnici spal, a ne? Tako nekako, ja. No, v glavnem, to je bila prav taka res posebna izkušnja in sva sploh pač spoznala del te PCT poti. In v bistvu pol se nam... Lahko nekaj vprašam? Povej. Lahko nekaj vprašam, imam eno vprašanje. Pa ta pot je tudi tako versko obarvana, kot je pač Camino, verska pot, ali bolj samo kot pohodniška pot, taka velika transverzala, če slučajno veste? Velika transverzala. Tako približno recimo kot ta Julijana trail ali kvaj pri nas. Ja, pač enostavno folk gre, zdaj grejo pa iz različnih razlogov, zdaj kakšni grejo tudi, ker več ali manj pravijo, recimo, da na Camino si grejo ljudje, ne vem, spucati glavo, neke svoje probleme, reševati gor dol. Veliko ljudi tudi na tej poti, kar so govorili z njimi, so enostavno pač rabili odklop, malo razmisliti, kaj želijo od življenja in pač ja, ni božga, kakor da hodiš en mesec, pa malo razmišljaš, kaj bi svojim lajkom naredil. Tu še imam eno vprašanje, poleg tega, en stereotip, torej, pa je v Ameriki tak, da non-stop, oziroma so neprestano hodijo obuti po hiši in takšne stvari, to je normalno v Ameriki? Ja, to pa ja. Videla smo v bistvu večino cajta, ker pač bila sva v kakšnem hotelu, pa bila sva v kakšnem hostlu, ampak več ali manj sva pa bivala v Airbnb-jih, torej pač to je v Ameriki ful popularen. Se pravi, da domačini oddajajo eno sobo, recimo pač imajo neko sobo za goste in jo oddajajo pač za plačilo nekomu. In to je pač bilo daleč najbolj ugoden, velikokrat so bili Airbnb cenejši kakor hostli in pač dejansko si imel svojo sobo in nama je tudi ta način potovanja zelo všeč, ker si nekako v stiku z domačini. In ja, dejansko se nama je velikokrat zgodilo, pač oni redko kje, no, da so rekli, da se morava sezuti. V ene dveh prenočiščih so rekli, lih tam, ko so nama copate ukradili. Ja, točno. Ampak, ko smo imeli svoje copate sabo, ampak ja, pač to, kar hodiš po hišah, pač normalno s čevlji, s tem, da največja fora je, da vse te hiše pač so več ali manj z nekimi tepihi oblečene. Se pravi, niso neke ploščice, da bi jih enostavno pomil, ampak so tepihi, ki jih sploh spucati ne moreš dobro. In se tako kakle, recimo, kle smo v restavraciji, bila pač na zajtrku in je tudi tepih spodaj. Tako da to je res ena taka tipična ameriška stvar. Pol ni čudno, zakaj tudi smrdijo potem tako šuhi, če jih nikoli ne sezujejo. Pojavilo se tudi eno vprašanje se strani gledalcev, ki ga bom zdaj prebral. Torej, Tomaža zanima, koliko so stale prenočišča, prej sta ravno omenjena, da so bili celo nekateri Airbnb cenejši kot hostli. Ja, mislim, da smo za ta najcenejši Airbnb, ki sva ga imela. V Palm Springsu. Ja, v Palm Springsu, pač to je bilo v bistvu že skoraj proti koncu najnega potovanja, ampak Palm Springs je načeloma ful ta znan mest. Sva dala nekih 15 ali 16 dolarjev. 15 dolarjev. Ja, takrat je bila še ful razlika med dolarji pa evri. Pač je bil dolar še manj vreden, kot je evro. In sva dala nekih 15-16 dolarjev za oba, pač za sobo v Airbnb-u. S tem, da sem imela noter še možnost, da so domač fitness njihov koristila. Ja, pa Netflix sva imela. Pa Netflix sva imela ceni noter, tako da to je bilo kar redo, ja. Tako da v bistvu za Ameriko dosti pocenno. Ampak je pa res, da ne še to omenila, da midva sva potovala v visoki sezoni, pač julij je najvišja, mislim, tako julij, avgust sta najvišja, mislim, najdražja meseca pač v tem zahodnem delu Združenih držav Amerike in tudi recimo celotno potovanje sva si mogla vnaprej splanirati, če nisva hotela, da nam ostanejo, pač da nama ostanejo samo te draga prenočišča ali pa neki moteli, recimo. Drugače povprečno bi pa rekel, da sva tam nekih 20 do 25 dolarjev na noč plačevala. No. Ja, za sobo. Ja, zdaj imela sva parkrat nesrečo, recimo glih v Yosemiteju, vem, da enostavno
to, kar so razlagala prej, razdalje so ogromne in lahko bi spala pred Yosemitejem v kakšnem mestu, sam bi potem imela naslednji dan, ne vem, uro pa pol vožnje, da bi sploh do Yosemiteja prišla in sva rekla, nič, daj, pa je bolj, da spiva v nacionalnem parku, pa da se pač bližje potem ogleda samega, če temu tako hočeš reči. Ampak ja, enostavno, ko si v nacionalnem parku, grejo pa cene. Ja, gor, krat 5, krat 10. Tako da mislim, da ta je bil po moje tudi najdražji, mislim, da so plačala 80 € na noč za nič kaj posebnega. No. Dočim v mestih, pa ja, kot je rekla Cindy, ne vem, v San Diegu se spomnim, so imela svojo sobo z big screen TV-jem, bazenom, pač lahko so tudi njihovo kuhno uporabljali gor dol, ti se je bilo tudi ful blazno, potem okoli $20 na nočno. Tako. Te pa še lahko odgovorimo na eno hitro vprašanje, ki se še poleg tega pojavilo. Tomaža tudi zanima, če ste kdaj plačala kazen za prehitro vožnjo, če so v droni ujeli. Na srečo ne. Dronina je niso ujeli, so ne pa ostavili policaji, sam to pa mislim, da imamo prav slike. Mislim, da ja, da imamo sliko bova naprej. pa potem kasneje to zgodbico od Ali so policaji. se ne vem. Ne vem, bomo videli, če pa naprej. Super. No, v glavnem, da se vrnemo zdaj k temu čudovitemu motelu s tepihi in na tej PCT poti. V glavnem, naslednji dan se nama je v bistvu sama slika tega motela zelo spremenila in namreč jaz ga imam danes v spominu kot full fine hotel, sploh ni bilo tako slabo. Boš to ti povedal? Ja, v bistvu sam hotel je zgodovinski. To sem v bistvu videla, ja, naslednji dan ugotovila in namreč ta hotel v bistvu tam stoji že od v bistvu tega Gold Rusha, se pravi, odkar je recimo Boeing stal. Od 19. stoletja Tako, naprej. v bistvu ta hotel obstaja, tako da v bistvu že iz tega imaš kar neko spoštovanje, pač, da ta ustanova je že toliko cajta tam. To je bila prva stvar, ki me je v bistvu tako malo v pozitivno smer naravnala, druga stvar je bil pa tale zajtrk. Mislim, da toliko dobrega zajtrka, kakor so ga jedla tukaj, nisem jedla potem cel mesec. To je res tipičen ameriški zajtrk, se pravi slanina, jajčka, neki hash brownsi. Hash brownsi, to je v bistvu neka jed iz krompirja, se pa lahko pripravlja na več različnih načinov. Lahko je tako kot te kocke, ali pa če pogledate pri Cindy, ima pa bolj kot neke nariban krompirno, ne vem, kako ne drugače rečem. Tako da to je bilo res dobro. Pa seveda njihova tradicionalna kava, ta drip coffee. Cindy sicer ni bila neki baš fan, no, mislim, v primerjavi z našimi turškimi ali pa iz avtomata je ful razrečena. Ne. Ja, zelo, zelo taka vodena kava. Mislim, da tebi je bila ful všeč. Meni je bila všeč, zaradi tega, ker jaz sem navajen malo večjih šalc, pa da je ful količine noter in mi je v bistvu všeč, ker jaz kavo rad pijem tako, kot nekateri čaja, veš. In v bistvu to je perfektno zaradi tega, ker kofeinsko ni toliko bogata, jo je pa veliko tako, da lepo počas fajn sipaš in je ful fleten. Ja. No, meni ni bila všeč, dejansko pač jo tudi pit nisem mogla in pa zraven dobiš še ta mleko v prahu. Pač nimajo tega navadnega kravjega mleka, pač zmeri dobiš v gostilnah mleko v prahu in meni je to ogabno. In na koncu sem ugotovila po neki polovici potovanja, da obstaja iced coffee. Pač, to je v bistvu ohlajena kava, ki ti dajo pol noter led, pa pač mlek, pa vse ti zmešajo. Pa še kakšen sirup ponavadi. Še kakšen sirup in to je pa dejansko bilo ful dobro. To je bilo pa dobro. Pa sem skozi sam to pila. Na srečo je bil poletje, tako da je bilo super. No, to je še ta zgodovinski motel še od zunaj. Pa še eno stvar mogoče lahko opaste, kupenih ameriških zastav. Midva sta bila pač v juliju in v bistvu zelo hitro se je približeval 4th of July, 4. julij, oziroma ZDA, mislim, dan neodvisnosti pač za Združene države Amerike. Tako da tudi to sva uspela doživeti. Torej, dan neodvisnosti, je to praktično njihov največji praznik, če se ne motim? Ja, dejansko, ja. Mislim, da, ja. Med večjimi, no, ker oni imajo en kup enih teh praznikov, ki jih ful na veliko praznujejo, kakšen Thanksgiving ali kaj podobnega, ampak 4th of July je po mojem med tremi največjimi. No.
lahko nadaljujem. Se pravi, midva sva se pol kle približvala zelo neznosnim temperaturam in kot lahko vidite, bilo je 41 stopinj Celzija. No, zdaj vas bi pa rada popeljala v naslednji ameriški stereotip in sicer, ali Američani veljajo za odprte, prijazne ljudi. Midva sva nekako mislila, pač nekako sva šla s tem stereotipom v glavi, da pač ne, da oni sigurno niso odprti, da je ful vsak zase, ampak daleč od tega, da je to res. Oni so dejansko ful odprti, zelo so prijazni ljudje, tudi recimo ta odprtost se je pokazala v raznih trgovinah, ki sva bila, pa sva pač itak bila dva, pa sva ful govorila po slovenski, pač itak Slovenci smo glasni, mi pa debatirava tam na blagajni in ne malokrat se je pač marsikdo v naju vtaknil, živijo, iz kje pa sta vidva, iz kje pa prihajata, Slovenija, več ali manj pojma nisem imel, kje je to Slovenija. Jaz pa to srečo, da takrat je po moje glih Melania Trump postala pač prva dama, tako da saj ni bilo še Dončića, zdaj je bilo to veliko lažje. Ampak ja, takrat pa je, Melania is from Slovenija, se pravi Melania iz Slovenije. To pa smo pa naenkrat kar vedeli. Kakšni so vedeli, kakšni pa še to ne. No, ampak ja, tako zelo radi klepetajo, tudi na kakšnih prehodih za pešce, te neke small talke, te pač pogovore na hiter. Pač v Sloveniji ne boš doživel tega, da ti stojiš na prehodu za pešce in da se en dobesedno vtakne van, dober dan, kako si kaj pa počneš, ja, veš, to je nam čistuje, tam je pa to vsak dan. Ja, in tudi recimo zgodilo se nama je, ko sva prišla v ta Airbnb, ki sva bila v bistvu pred Sequoia National Parkom. Sva bivala pa eni gostiteljici Mary, ki je pa čisto, kot sem prej že omenila, oddajala pač eno sobo v svojem stanovanju. In midva sva rekla, da je si današnji večer tako malo bolj v easy vzeti, pač res malo, da se spočijeva. In sva si šla kupiti Fireballa, to je v bistvu ena taka zelo tipična pijača za Združene države Amerike in sicer to je viski s cimetom, pač vkus ima po cimetu. In pa pač njihove pale ale sva si kupila in sva rekla, da vam je tako malo v easy danes. No in midva se tam na kavč zlekneva, na kar se nama pridruži še ta gostiteljica Mary. In mi smo dobesedno cel večer klepetali o pač dobri pijači ameriški in predebatirali smo praktično vse, od politike do življenja tam, do služb, tako ful dober in pač tudi ni bilo nič čuden, recimo tudi če sva vprašala, kakšna je pa tvoja plača ali pa neke te naše slovenske tabu teme, pač ni bilo nobenega problema odgovoriti. Tako da to se nam je zdelo tako ful dober, no res so taki odprti ljudje. No, še ena stvar, v bistvu vmes, ki so se vozila, recimo zdaj vemo, da je bilo to opustošenje pač strani hurikana Ian in mogoče Slovenci smo zelo navajeni na neke zidane bajte, se pravi iz opeke in nam ni pojemljivo, kako lahko bajte enostavno kar odnese. Ja, to pač v Ameriki ni standard, da bi bile stvari iz opek, ampak so res več ali manj montažne hiše in tudi parkrat se nam je zgodilo takole, da so videli v bistvu, kako gradijo te hišice iz papirja, tako da mislim, ni nič čudenega, če pride tornado ali karkoli, da to samo gre. Sem gre tega bajte adijo, ja, nič čudenega. No, glavno, naslednji nacionalen park Sequoia, spet en zelo tak veličasten park, bi človek rekel, itak poznam po eni in edini stvari, se pravi sekvoje. In sekvoje so res, niso zastonj pač poimenovane kot najbolj veličastna drevesa tega planeta, ker enostavno ob njihovi ogromnosti se pač človek skrije in mislim, da bi mogel vsak to enkrat doživeti, da vidiš to 100-150-200 metrov visoke stvaritve narave, noro, no. Zdaj tlele recimo je tudi ena fajn primerjava recimo tega sistema korenin, se pravi pa malo bolj stran. Ta je bila v bistvu porušena. Ta je bila porušena, pa še malo bolj stran, pač, da vidiš, koliko je to tega potem še pod zemljo. Ogromna stvar.
In tudi, kot smo rekli, v Ameriki je vse veliko, tudi storži od sekvoj so ogromni, tole, če ti pade na glavo, po mojem, ti kakšen pretres možganov ne vide. Tako da res so fajn. Še ena stvar, ki se Lahko vprašam, vaju, če ste si jo gledala, mislim, če se ne motim. Kaj? Sem vaju prekinil, se opravičujem. Ne. Ste si gledala to drevo? Ja, mislim, da je eno drevo, ko se reče general, ničesa, največje drevo, mislim, da če je. Ja, general. Je to, ste si gledala to drevo? Ja, ga ugledala. To je, mislim, da največje, je tako? Ja, mislim, se pravi, to res težko v bistvu sploh slikami pokažeš kaj takega, to je enostavno moč biti tam. No. Tukaj se še pojavilo pa eno vprašanje se strani gostov oziroma gledalcev. Se ne zanima, če so hišice iz papirja, cene pa noro visoke, če je res tako? Tle bom pa čisto iskren, jaz osebno ne vem, toliko v nepremičnine, tam se pa niso spuščala. No. Jaz sem vem, da pač v New Yorku so nore cene nepremičnin, to vem, ampak prav tako izven v kakšnih teh vasicah se pa res niso spuščala. Ja, oprosti. Tega pa žal, ja. Karkoli bova rekla, ne vem, če je pravilno, tako da. Bova modro tiho. Ali lahko nadaljujem, Tilen? Lahko je. Na moje vprašanje ste odgovorila, na gledalčeva pa tudi. Prav. V glavnem še ena stvar, s katero se Američani kar precej spopadajo v teh nacionalnih parkih, so medvedi. Dejansko nam rekel, da so domačeni, so pa zelo tako, da se ne bojijo človeka in hitro zavohajo kakšno hrano in pridejo zelo v bližino. Tako da tudi v nacionalnih parkih imajo prav zato namenjene neke take posebne škatle, bokse, kakorkoli pa že, da v bistvu se noter spravljajo potem hrana in podobne stvari, zaradi tega, da pač smo varni pred medvedi, da ne bi kaj zavohali. Sem videl. V glavnem, naprej sem se v bistvu... Se bo vstalo. Se bo, ja. Nekaj smo zagledali enega tazga pajka. Domači ljubljenče. Ja, se bo. Lahko pri tem vprašam, ko ste zdaj zagledala pajka, če ste takrat zagledala tudi medveda? Ker to zanima. Ne, dejansko medveda nisem videla. Poznava pa kar nekaj popotnikov, tudi s parimi sva govorila, in so nam kazali slike na fotkičih, da so jih dejansko ujeli v objektiv. Tako da ni nič čudnega, če ga srečaš. Ja, midva sicer medveda nisva srečala, sva imela pa polhen stika z drugimi živalmi, pač raznimi veveričkami, vevericami, pokašnimi jeleni, srnami, košutami. Najboljša fora, to moram povedati, je bila meni. Ker sem jaz šla pač v nacionalnem parku, pač tam ni nekih teh vecejev in greš pač lulat v naravo. In jaz se tam, to je bilo likle, se mi zdi v sekvoji. In jaz se skrijem tam za eno sekvojo, pač to je itak toliko velik drevo, da ne tako vidu. In tudi fora je, da v teh njihovih gozdovih pač ni nekih grmičkov pa tega. Ja, mi smo navajeni, da je naš gozd zelo tak gozd, se pravi, fulene podrasti, težko se premikaš kar tako prosto skozi gozd. Tam je pa tako drevo, pa pol je jasa, pa je drevo. Ja, tako zelo lahko se sprehajaš po samem gozdu. No in jaz se tam skrijem za eno sekvojo in grem pač lulat in dobesedno pač zraven mene tako pride ena srnca, je bila srnca? Ne, mislim, da je bila kar košutka. Košuta je bila, no možno. Pride ena košutka in me tako gleda, pa jaz tako, hej košuta, mi daš malo miru, jaz lulam. In kar pač sploh se ne bojijo, no zelo so take... Ne vem kaj, jaz toliko blizu pač teh živali, recimo tudi veverce pri nas se ful bojijo. Tam pač kar pridejo do tebe, skoraj da ne bi jo lahko božal. Tako da so te živalce zelo zanimive. Praktično odomačene. Ja, praktično.
No, pa sem se naprej odpravila v eno mikropivovarno, to je še ena taka stvar, ki je v Ameriki zelo popularna, bi lahko rekli, in teh mikropivovarn v teh nekih manjših mestih je kar precej. Ta dotično je bila po mojem najljubša, saj sem jih kar nekaj obiskala, ampak je imela eno zelo fajn stvar, in sicer tam so imeli eno ogromno tablo, kjer so gor imeli napisane vse piva in potem so imeli razvrstene. In si dejansko lahko izbral neko pivo po svojem okusu. Potem bo pa zdaj to po procentu alkohola, po nekih aromah ali pa okusih, ki bi jih mogel čutiti v vinu, po stilu piva, pač je to zdaj nek pale ale, je lager, je IPA. Tako da jaz se zmeraj v tej sliki rad rečem, da unka ne pije piva, bi tukaj sigurno nekaj zase najdel. Pa tudi sam v bistvu ambient te mikropivovarne je bil full fleten, v bistvu sta ga imela na čez dva, midva se ima rekla, tak en hippie par je bil, full nasmejana, full za družbo, smo se tudi tam čisto debato padali, tako no, prijetna izkušnja, tako da če kdo tam, sigurno treba v kakšno mikropivovarno zaviti. Ja, potem pa sva šla v pač tam kar pohode, na en pajk. Ja. Ni najin, ampak v glavnem, pol sva šla v Death Valley oziroma v Dolino smrti. In sicer to je pa spet res pač eno tako posebno doživetje. Temperature tukaj so neznosne oziroma tukaj lahko doživite najvišjo temperaturo oziroma zabeležena je najvišja temperatura na svetu. Pač nikjer na svetu ni še bilo toliko vroče kakle. In sicer Death Valley se nahaja za 3 griči. Ja, približno. In dejansko sva se pač povzpela skozi ta zadnji hrib, takole gor, in potem se nama je pač odprl ta pogled na samo Dolino smrti. Zdaj, zakaj pač so tukaj take vroče temperature? Kot prvo se Dolina smrti nahaja že tako malo bolj v centralnem delu pač same Amerike. Kot drugo, se pravi, je nekako to tudi zelo nizka točka, mislim, da se nahaja malo manj kot minus 80 metrov nad morjem. Ja. In pa v bistvu, ja, ujeta je med te hribe in ko se tukaj, se pravi, ta toplota, topel zrak ujame v te hribčke, se dejansko zadrži in ga ne odpihne. Pač dobesedno ga ne odpihne in potem se samo segreva ta zrak in ja, lahko posledično dosežemo najvišje temperature na Zemlji. No, zdaj tukaj bi vam pa rada predstavila še en ameriški stereotip in sicer telefonski signal v Ameriki. Verjetno se spomnite, če ste gledali kakšno grozljivko, kakšen ameriški film, so pač razni te prizori. Sam povem, da sem ga ujel, pa ga vam nesem. Ampak je res, da se ne zabavam, pač mi dva živiva čisto za intervenco malo v vasi, blizu gozda in ti pajki so ogromni. Telefonski signal, se pravi, v grozljivki, ki se zgodi, da pač, ne vem, neki en pride, en začne ljudi napadati, kakorkoli, ali pa se ti avto pokvari in dejansko pač človek pogleda na telefon, ojoj, pač se nič ne morem narediti, nimam telefonskega signala. In si prav tako, si pač mi Slovenci si mislimo, a res, ali zdaj ti je zmanjka s telefonom, pač dej to ne moreš verjeti. In pol vidiš še naslednji prizor, ko oni hodijo tam po, ne vem, več 10 kilometrov, da pa iščejo ta signal. Ampak ja, to je pač spet en tak stereotip, ki dejansko drži. Pač to je vse res. V Ameriki, zdaj na naslednji sliki se lahko ful lepo vidi, vse te bele packe, ki so vse te bela območja, so v bistvu območja brez signala. In recimo tukaj, ki sva bila, a ne, pač to je tudi tako po 100 kilometrov lahko, ki si pač brez signala. In ja, bog ne daj, da ti tam, ne vem, avto crkne, ker pač dejansko znajdi se, kakor veš in znaš, ker pač poklicati ne moš nobenega. Mi dva sva imela ameriško SIM kartico, še pač vzela svojo pri tistem
dobavitelju, ki so nama rekli, on ima pa res, pač AT&T, pač on ima pa res, on ima najboljši signal, ampak ja, tudi njihova pokritost ni pač najboljša. To se predvsem v bistvu izkaže kle na zahodnem delu, pač na vzhodu je pokritost boljša. So pa lih tukaj te nacionalni parki, tako da je to največji problem. No, mi dva sva se tukaj potem spustila v samo dolino smrti in temperatura je bila 43 stopinj Celzija. Bilo je neznosno vroče, pač res je bilo neznosno vroče. Mi dva tukaj sva potem si šla pogledat ene sipine in imela sva obute te neke, ne lih superge tako, ne lih gojzarje, nekaj vmes med gojzarjem pa supergem, ampak to je dobesedno ti skurali pod plat. Pač prav čez čevelj te je pekal, toliko je bilo vroče. Pač, ko se ta pesek segreje, je to pač res nekaj neverjetnega. No, a si uspel? Ja, sem uspel. Intervencija je uspešna. Jaz se opravičujem, ampak skoro tele gledati, plat bo na glavo padal, pa tudi ne vredu. No, v glavnem, mi dva sva pol prišla v spet en Airbnb in sicer v Las Vegasu. Tukaj smo imeli res en luškan prenočišče, imela sva svojo sobo, pa svojo kopalnico, seveda pa pač sva lahko koristila vse te njihove skupne prostore, kuhno, bazen so imeli, tako da smo imela prav fajn izkušnjo bazen v Las Vegasu. Sva pa velika tudi tako delala, da sva si recimo zajtrke dotično kar sama kuhala, recimo, tukaj sva si nekaj jajčka pa bacon spekla, pa sva jih pojedla. Ja. Potem pa sva prišla še do ene take izkušnje posebne in sicer te ameriške pralnice. Pač to je spet čez svoje vrstno doživetje. Te pralni stroji so toliko veliki, pač to bi jaz lahko zlezla noter, pa se dala brez problema. In tukaj dva sva cele dva najina kovčka, ta ogromna kovčka, dala praktično lahko en stroj, pač toliko so veliki. Mislim, da so tudi 20 kg. Mislim, da 20 kg, da so to največji. Ja, tako da to je pač noro. In pol daš pač tiste kotrse, te četrtake noter namečeš in pač stroj dela, počakaš, daš še sušiti in to je to. Tako da ja, seveda, sva tudi cune oprala. Je pa tudi za Ameriko ponovadi slišimo, da se zelo radi tožarijo, pa da imajo vse napisan pa narisan. To tudi drži. Tlele recimo vidimo napisane, da pač ne postavljajo otrok v te vozičke ali pa v košare in kaj takega. Pa to bil najin prvi stik nekako z nekimi upozorili ali kakorkoli pa že. No, naslednjo, kam pokazal, je mnogo bolj bizarna. In sicer začne se še kar v redu, a ne, pač sedi na toaleti, ko pač jo uporabljaš. Ne stati na toaleti, ko jo uporabljaš. Ne uporabljaj tal za upravljanje svoje potrebe in tako dalje, a ne. Kar v bistvu na neki točki sam pomisliš, zakaj mora to pisati. A se je dejansko to zgodi, da se mogli to tako pisno napisati, da folk tega pač ne dela. V glavnem, ja, v Ameriki ti vse piše, kaj smeš in kaj ne piše. V glavnem, potem je bil čas za ogled Las Vegasa. Čez dan so se odpravila v ta star Las Vegas oziroma na Fremont Street in ta predel, kjer pač vidimo tudi en kup teh slavnih poročnih kapel, kjer se lahko legit poročiš, se pravi, če se boš tukaj poročil, ta zakon dejansko velja, da ne bo kdo mislil, da je to tako malo lari-fari. Potem je sledil pač samo en tak transverzala lepo čez The Strip, čez to glavno ulico, kjer se nahajajo te največji in najbolj slavni hoteli, pač od Miraža, Bellagija in drugi. Je pa zanimivo, da vsak je nekako v nekem svojem stilu. Seveda tudi Elvisa v Presleyju srečaš malo morje in tako, kot rečem, recimo Umprej je bil bolj tako v nekem egipčanskem stilu, pač piramida, Luxor in to. Potem imaš tlele New York City, potem Caesars recimo je zelo v tem rimljanskem stilu in tako dalje. Zdaj, če si v Las Vegasu, seveda moraš izkoristiti priložnost in tudi
doživeti to nočno življenje. In midva sva ga kar tako malo srednje veliko žlico, bom rekel. In sicer večina ljudi, kar se pogovarjava, ki so v Las Vegasu, sicer grejo v kazinoje, kjer v bistvu je normalen, dovoljen, da si ti lahko zraven nekih teh miz, ali ne bo to ruleta, ali nek blackjack, ali ne vem, poker, in pač opazuješ, kako ljudje gamblajo, pač ni prepovedano. No, midva sta šla še korak dlje, midva sta se odločila, da greva gamblat. In sicer sta šla igrati Texas Hold'em. Poker po domače, ja. Sicer sa nekaj cajta rabila, so se mogla malo sprehajati iz hotela v kazinoje, pač, da so potem najdla neko mizo, ker ful imaš miz, ki so pač proti hiši, zelo malo imaš pa miz, da je tako dejansko, da se ljudje dol usedejo. Proti igralcem. Ja, proti igralcem, da proti drugim igraš. In tudi te kazinoji so zelo tako mali labirinti, so namerno tako oblikovani, da zelo težko najdeš izhod, tako da so kar nekaj cajta najdla. Mislim, rada so najdla, ampak sva najdla. In kar je še bolj, po moje sta ena redkih, ki so iz Las Vegasa odšla z dobičkom. To sem ravno mislil vprašati. Dejansko mislim tako, no, mi dva tudi, kdorkoli da je vpraša, rečeva, daj si tistih, ne vem, 10, 20, 50, pač kakor ti budžet omogoča, oziroma kakor ti bom čistko po domače rekel, ti ni škoda skozi okno denar vršt, daj to si vzem, pa rečela, to bom zagemblal, glih sem zaradi tega, da mička dobiš tega občutka in to, midva sva si pač rekla, vsak po 50 evrov, kar je veliko, ampak načeloma to, ki je bil buy-in na osebo, sem mogla to dati. In so rekla, dobro, ok, grejo pač igrati, načeloma oba dva malo pokeraša sva, no. In v bistvu iz $100 sva bom prišla z 215 in za tisti denar so se pa kasneje enkrat prvo šla eno fajn večerja. Ja, potem pa sva najino pot nadaljevala v naslednji nacionalen park in sicer v Zion. In kot lahko vidite, tukaj se nama je tudi narava tako dosti spremenila, vse je postalo tako rdečkasto. Ja, Zion je bil v bistvu med nacionalnimi parki dejansko najljubši nacionalni park. Zdaj, ne vem dotično zakaj, ampak ta pohod, na katerega sva se odpravila, pač nama je bil čisto noro všeč. Tukaj so samo svoj vrsten, pač kaj takega še niso doživeli in po moje nam je zaradi tega ostal to spomin. Verjetno, ja. Pač v bistvu tukaj dejansko hodiš v pač kanjonu, pač med dvemi stenami in vmes teče, kot lahko vidite, voda. In midva sva pač to vedela, se pravi, takole je kanjon in pač vmes gre voda in ti dobesedno ne moreš drugače hoditi, kot po vodi. In midva sva to vnaprej vedela in vsi so pravili, joj, dajte sabo vzeti ene stare pač superge, ki vam jih ni škoda, da kar s temi starimi supergami hodite po vodi, pa tudi če jih stran vržete. In midva sva ta nasvet dejansko upoštevala, sabo sva vzela neke stare zgonjene adidaske in tudi pol, v bistvu sploh se nisva matrala s sušenjem in s tem, čeprav se bi jih lahko posušil, se to je pač le navadna sladka voda, ampak pa sva jih stran vrgla in to je bilo to. Je pa zelo tak zanimiv pohod, imenuje se The Narrows, ta pot. Mislim, da gre čez 20 km v eno smer. Na neki točki se ti začne kanjon tako zelo ožati, tako da tudi nama se je začel večeriti in tudi pol pač vrneš se nazaj po isti poti, tako da na neki točki sva se pol obrnila in sva šla nazaj. Tukaj sem videl na vajnih slikah tudi veliko obiskovalcev, torej po tej rečici hodijo tudi veliko ljudi, torej zelo onesnaženo mogoče voda. Pa niti ne. Niti ne, tako vod, mislim, pač je taka mogoče malo motna, ka pač ljudje hodijo pa dvigujejo to blato, ampak drugače tako, da bi bile pa smeti v celi Ameriki, ne. Torej so bili odgovorni turisti, lahko rečemo. Ja, zelo. Ne, se nasplošno, kar se nacionalnih parkov tiče, moš vedeti, da vsi nacionalni parki so pod enim okriljem, pač National Parks Association ali nekaj v tem smislu. In v bistvu od vstopnin, ki se pobirajo za te nacionalne parke, so tam posebej, pač imajo celo gardo ljudi, ki skrbijo za te parke. Potem bo pa to za čiščenje,
ali pa ne vem, celo eno so spoznala, kjer je bil njen job, da je recimo delala poti v gori, da se je pač, ne vem, ustvarila neka hiking pot, recimo, a ne. Tako da, zanimivo. In tudi posledično so čisti in niso tako nesnaženi. No, pa še en tak tipičen ameriški experience so sigurno dinersi. Se pravi, Nina sem mislila, da tle bova spet mogoče kaj druga jedla, kakor neko to hitro prehrano iz 1001 verige, kakor so McDonald's, Wendy's, Burger King, Jack in the Box, Taco Bell, ni da ni. Ampak sem pa na koncu ugotovila, da več ali manj v teh dinersih je ista prehrana, se pravi, nek pomfri, burgeri in take stvari. Samo s to razliko, da so malo dražji. Konkretno dražji, okej. Ampak je pa zanimivo, ponovadi so to neki lokalci, ki so tako zelo prijazni in fajn. Zdaj, toliko spet malo o temu kapitalizmu. Tole recimo so samo okusi Coca-Cola Zero v tem dinersu. Kje je pol še navadna Coca-Cola, Sprite in ostale gazirane pijače. Fun pa pač vse živo. Ja. Zdaj, kakor sem rekla, majčkam bova pospešila stvar, ne bova vsakega nacionalnega parka, v katerem sva bila, opisovala. Pač obiskala sva tudi Bryce, čist, mislim, nor park za obiskati. Obiskala sva Canyonlands National Park, ki so ga mi ljubkovalno poimenovala mali brat velikega kanjona, se pravi Grand Canyona, ker mu je bil zelo podoben, samo da je malo manj znan. In pa tudi Arches. Tle recimo dober, je zelo zanimiv na vhodu v park, te čaka tale pogled. Po mene spomne na unga Roadrunnerja, veš, mik, veš, kaj ti kamne, kamujun, kajota, kaj volkac, je tam me porival. Pa z unim dinamitom jih je eksplodiral. In spet, veš, ena taka stvar, ki preko, ki to je risanka, to si izmišljujejo, ampak dejansko vidiš, da neka inspiracija dejansko pride iz real life. Sicer zdaj sama ta stvar je tako malo optična iluzija, pač ko gre z druge strani pogledati, vidiš, da je to še zmeraj močno pritrjeno gor, ampak ja. Sem pritrjeno, pač dejansko je narava tako izoblikvala. Ja. Tukaj vaju bi samo za sekundu prekinil, ker se je pojavilo vprašanje glede hrane za nazaj. Ksenijo zanima, ali so palačinke in vaflji res tako okusni? Vaflji sicer nisem probala, so pa palačinke. Samo, ja, vaflji so tako bolj za Belgijo značilni, so pa te ameriške palačinke, pač res te take, ful so fluffy, ful so mehke in pač to je res noro dober. Ja, to je res za probat. Pač jaz verjamem, da ti dobiš tudi kakšne, ki niso tako okusne, ampak najne izkušnje, ki so bile, pač karkoli so jih probala. Niso jih samo enkrat jedla, so jih večkrat, pa zmer so bile v redu. Ful so bile dobre, no, tako. Je dejansko tako dober, kot pravijo, no. Ja, se pravi, je to. Da se vrnemo nazaj v Arches, torej midva sva se po Archesu tudi kar dosti sprehodila in v tem nacionalnem parku, se pravi Arches so oboki, ki jih lahko tudi vidite tukaj na sliki, po letih so tudi v bistvu je park dobil svoje ime in teh je tukaj več kot 2000. Pač teh obokov, mostov, lokov je pač res polno in tudi midva sva si jih kar nekaj ogledala. Najbolj se nama je zanimiv zdel, se pravi, Američani nimajo teh markacij, se pravi, teh rdečih pa belih znakcev, kot smo jih mi navajeni, ampak imajo takolele take kamenčke postavljene, pač to v bistvu, pač ne vem, ali to turisti postavijo, ali kakšni pač ti rangerji, postavijo te markacije, take zelo naravne in pol temu slediš. Je bila pa to Primitive Pet se je imenovala, se pravi neka primitivna pot in mi da se si to res predstavljala, ojoj, pač kam se bomo zdaj splazili, kam bomo mogla zdaj lest, no na koncu se je izkazovalo tako lepa pot je bila, da ne tlakovana,
tako da mislim, mi imamo malo drugačne standarde za primitivno pot, kot po mojem Američani. No. Mi smo malo bolj ti hribolasci, pa gazelce, ki plezamo. Ja, povprečen slovenski Janez mora vsaj enkrat v življenju na Triglav. V Američanih ni tega. Tukaj smo pa vzrla še en tak zelo slaven obok in sicer Delicate Art se mu reče in ta obok je tudi prepoznavni znak Utaha, se pravi zvezne države in je tudi na njihovi tablici, pač te avtomobilski tablici. No pa da na tem mislili, da so v Ameriki samo pač temperature čez 40 stopinj, dejansko tukaj sva prišla do San Juan National Parka, ki je bila najbolj vzhodna točka na tem road tripu in v tem pač National Forest, v tem nacionalnem gozdu, sva doživela 9 stopinj Celzija, tako da pač bilo je kar mrzlo, midva nisva bila pripravljena na take temperature sredi poletja, ampak ja. Tukaj smo pol videli še eno tako zelo lepo pokrajino, pač res eni taki čudoviti kontrasti. In potem iz tega zelenja nazaj v oranžno rdečo. Tole je spet en zelo tak tipičen pogled, če pomislimo na kakšne westerne, na Indijance in take stvari, se pravi neki te osamelci. In ja, to v bistvu izvira iz Navajo ozemlja, se pravi, tole je, da me spomnim. Monument. Monument Valley, točno, ja. V glavnem, Monument Valley je spet kot neke vrste nacionalen park, samo da ni nacionalen park. Je pač park, Pač ni pod nacionalnim okriljem. Ampak je v bistvu pod okriljem domorodcev Indijancev, oziroma pač ja, je v rezervatu noter. Tako da temu primeru v bistvu tudi ne plačuješ vstopnine državi, ampak njim. Kar je v bistvu najbolj presenetilo, ker to je, da koliko se v bistvu to dejansko razlikuje, je nekaj pod temu nacionalnemu okriljem ali ne, ker oni v bistvu tukaj določajo vse po svoje in govorijo res dejansko vse od cene, ki so tako astronomsko visoke, samo vstopnina še niti ne toliko, ampak če si se hotel v park spustiti, ne vem, da bi te oni z džipa 4x4 peljali, to je bilo tako svinjsko drago, da mislim, sva poj riskirala in rekla, nič, greva kar pač z najmu avtom, čeprav sva kar šla vse pogodbe rentakarja, ampak ne. Plus recimo v nacionalnih parkih tle, zato je zdaj tam zdavno, oziroma pač malo dislike ali kakorkoli pač že, kaj nam ni bilo všeč. V nacionalnih parkih so bila res navajena, da je ful enih informacijskih tabel, lahko si kaj prebral od samega nacionalnega parka, tlele se pač vidi, da delajo predvsem na temu, da ti res kupaš vodiča in da ti on razlaga stvari, ne da bi si sam kaj prebral. Tako da bi kaj več od tega znala povedati, kakor sva dejansko ne znava. Kar pa lahko poveva, pa je, da je pa pokrajina res lepa. In tudi jaz sem sošolko, ki je šla, ne vem, kakšen mesec pred nama in mi je pošiljala slike, ko tlele pade sončen zahod, ker se to res cela pokrajina rdeča obarva, to je pa tako magično za pogled. Ja, mi, da sončnega zahoda nisva pričakala, lik zaradi tega, ker tukaj v bližini tega so bila spet prenočišča toliko draga, da pač si jih nisva mogla prvošti in sva šla rajš pol 2 uri naprej, pač v neko pocen prenočišče. Tako se da pol najti prepocen prenočišča, da greš dejansko izven nacionalnih parkov. Ne bom rekel, da govorim zelo resnico, ampak nek zadnji v glavu imam, mislim, da je bilo na sobo 200 € na noč. Ja, nekaj tazga je bilo, ja. Ja. Pač bolano drago. No, to je tako še prikaz tega, koliko so to zmajene ceste, tamo, ki ima saj SUV-a, pač 4x4, je ročil midva s temole prtleh avtom, je bil to res podvig skozi tele kraterje. Pa še neke fulune fancy feltne sva imela, joj. Tok sva šla počas, ampak sva prišla srečno skozi. Ja, pa tako, kot sem že prej omenila, se pravi, dejansko srečaš poln teh divjih živali. Tukaj sva na cesti srečala tudi končke in pa recimo divjega oslička, tako zelo lepo za videti. Je bila pa spet tukaj ena taka zelo magična pokrajina in pa seveda Maurico sva doživela, malo sva imela tudi dežja.
Sva pa potem se odpravila do okljuka reke Colorado. In mi dva nekako sva bila prepričana, že dvakrat prej bi mogla videti pač ta okljuk reke Colorado. In sva bila tako, kaj pa je to, pač reka naredi vink in to je to, pač se to pa res ne rabba trikrat iti gledati. In sva si dejansko tukaj ta zadnjega, ta najbolj veličastnega sva si pustila, dva prej sva pač izpustila. In dejansko tukaj se odpraviš pač na spet neznosnih vročinah, 40 stopinj plus je, se odpraviš po pač Puščavski cesti do pač ničesar, nič ne vidiš, kam se odpravljaš. In kar naenkrat se nama je odprl tak razgled. In pač midva sva ostala dobesedno brez besed. Največji fora je, da midva sva ta okljuk reke Colorado pač videla po slikah, tako kot ga pač vidite mogoče zdaj vi gledalci, pa se nama ni zdel nič veličasten. Pač to je bilo res tako, ja, ok, reka naredi vink, kaj pa je zdaj to posebenega. Ampak, ko sva stala tukaj pač na robu tega prepada in ko sva gledala, pač jaz tukaj recimo stojim, da boste imeli malo za primerjavo velikosti, pač to je res veličastno in pač ogromno in midva dobesedno nisva mogla verjeti svojim očem in bila sva prav presenečena in dejansko nama je bilo žal, da si pač teh okljukov nisva pogledala še več. Po mojem nisem povedala, ta dotičen se imenuje Horseshoe Bend, se pravi pač ta podkev od konja. Od konja. Pač tak ime ima. In recimo tukaj, če vidite tale čovn, ali pa recimo, tlele je en šotor, tle, ko imam miško je šotor, tukaj je pa en čovn. Evo pa vam zdaj s povečavo pokazala, pač koliko je to v resnici veliko, če si boste pač mogoče malo lažje znali predstavljati. In pač to res, se pravi, pač to sta te dve pikci tukaj, se pravi, to je ta šotor in to je ta pač gliser, po mojem je bil, ni bil čovn, mislim, da je bil gliser velik. In pač to je res noro veliko, tako da se splača jih pogledati. Ja, mislim, ne može iti, kva lahko mati narava ustvari, ne. Ja, in to je v bistvu dejansko reka izklesala čez vsa ta leta. Reka Colorado. Ja. Zdaj, ko smo že pri tem, kaj vse lahko mati narava naredi, sva se odpravila pogledati še Antelope Canyon, je v bistvu za en zelo ozek kanjon, kjer ga posebnost je pa to, da v bistvu ga sestavlja silicijev dioksid, oziroma po domače, to je tista stvar, iz katere delajo špegle, zrcala. Ogledala. To pomeni, da ta stvar je zelo sposobna odbirati svetlobe in ravno zaradi te lastnosti tukaj pride do zelo lepega odboja svetlobe in do v bistvu prelivanja teh barv, kakor jih lahko vidite na sliki. In to je direktno ven iz fotoaparata, se pravi, to ni nič s Photoshopom ali karkoli, dejansko pač take barve doživiš in je spet, mislim, mož biti tam, no. Najbolj splača se sicer ob 12 jeti, ko je pač največ sonca, ko je pač naravnost nad kanjonom, da je pač največ svetlobe noter. Je pa tudi tako, toliko je vzhod, da ne smeš nobenega ruzoka vzeti, nič, ker tudi zelo pazijo, da ne bi kaj ukrušil. Lahko prekinem, spet se pravno vprašanje, s strani gledalcev za kampiranje. Torej, Martina zanima, kako pa s kampiranjem se da na divje ali te terajo v neke kampe, kakšni kampi so sploh? Ja, v Ameriki je v bistvu vse zelo odvisno od zvezne države, v kateri se nahajaš. Pač v bistvu vsaka zvezna država je, kot pri nas v Evropi bi lahko rekel, svoja država in imajo tudi nekako svoja pravila, svoje zakone, tako kot sva že preomenila, recimo svoje davke. In tudi s tem je tako, pač zdaj v nekaterih zveznih državah je dovoljen, lahko čist prosto, kakor ti paše kampiraš, v nekaterih državah je recimo prepovedan, pa moraš iti prav v neke kempe oziroma za to namenjene prostore. Ampak je pa, mislim, da ta road trip life, se pravi pač to, da dejansko, ne vem, najameš nek avtodom ali pa nek kombi, čeprav mislim, da v Ameriki so bolj te avtodomi značilni, ker imajo toliko široke ceste, imajo tudi prav cele kamione. Oni temu pravijo RVs, Recreational Vehicles, ki so res. Dobesedno je cel kamion, ki je spremenjen v pač avtodom in pač to je noro in tega imaš polhen tam, no. Tako da se kar poslužujejo tega
življenja, no, pač van life, ali kako bi temu rekli. To je še torej en stereotip, kako v kampu, oziroma kako grejo na takšno kampiranje s celo hišo, ne? Ko prevažajo praktično celotno hišo. Ne? Po mojem imajo v tistem RV-ju, pač v tistem kamionu imajo več stvari, ki imamo midva doma. Po moje, res. Sej tudi verjeten Tloris, mislim, Sama površina je tam nekaj. V glavnem, ja, no, tlele tudi je nastala ena zelo znana slika The $1 Million Picture, pravijo, ki krasi naslovnica National Geographica, če se bo kdo sprašal, ki je bilo v tem kanjonu narejeno. Zdaj pa naprej na veliki kanjon oziroma Grand Canyon. Ja, tako. Midva sva se tukaj odločila, da si pogledava oba dela, spet prespala sva izven Grand Canyona, ker pač še ne bi bilo čisto predrago. In recimo tale krogec, majhen, ki ga tlele vidite, to je bilo dejansko 8 ur vožnje, pa ne pretiravam, pač to so take razdalje, da si jih mi v Sloveniji tudi predstavljati ne znamo. In ja, pač pogledala sva si tako severni del pač Grand Canyona, ki se imenuje North Rim, kot tudi južni del South Rim, ki je pa v bistvu zelo, zelo raznolik, pa boste zdaj pač tudi to spoznali skozi slike. Evo, tukaj vstopava v sam veliki kanjon in pač pridemo spet do enega tazga mita, stereotipa, ki nas je zelo presenetil, in sicer pač pričakala naj je taka tabla no cash, credit card or debit card only, se pravi pač gotovine dejansko ne sprejemajo, sprejemali so samo kreditne ali debetne kartice. Pa tukaj v bistvu še celo tako, debetne celo sprejemajo, ponekod tudi debetnih niso sprejemali, pač to so te naše klasične plačilne kartice. Tako da si dejansko mogel imeti kreditno kartico. Ampak ja, oni so toliko navajeni na ta nek, pač že takrat so bili toliko navajeni na ta nek Na plastiko, no. plastiko, na brezstičen denar in sam tisto kartico vlečeš. In kar je bilo meni še bolj čuden, kot to, da recimo midva na najni kreditni kartici pač sva oba imela naštimano PIN kodo pa to. Ampak v Ameriki jo sploh niso zahtevali velikokrat. In dejansko si se sam nekaj podpisal in to je bilo to. Pač sploh PIN-a nisi rabil vpisati. In meni je bilo kar tako, ojoj, pač grozen, boh ne ve, da jo izgubiš, a ne. Ja. Vsi to jaz? No, še ena taka zanimiva stvar se nam je zgodila, in sicer vsi smo bili enkrat šolarčki, pa so nas vlekli v Postojansko jamo ali pa, ne vem, kam gor v Panonijo na Panonsko nižino. No, če so za slovenske otroke to ekskurzije, no potem so za ameriške otroke ekskurzije v Grand Canyon. In v bistvu jih res otroke pripeljejo takole, tam jih sprejme neka rangerka in potem jim razlaga od samega velikega kanjona in je tako. Midva sva se tlele kar malo pridružila zraven, pa malo vlekla na oko, pa jim bo zdaj povedala. In ja, pač smo vsi različni. Zelo zanimivo je bilo. No, evo, kot sem prej omenila, se pravi, ta severni del Velikega kanjona je zelo poseben, ker je zelen. In to je tisti mogoče netipičen Grand Canyon, ki ga mogoče iz slik nismo toliko vajeni. Midva sva rekla, morava tudi to pogledati. In tlele recimo Alex gleda proti južnemu delu in kot vidite, pač južni del je zelo tak skalnat. Medtem, ko severni del je pa ful tak zelen. In to je tista neka glavna razlika. No, potem pa se pravi, 8 ur vožnje kasneje sva midva prišla na južni del Grand Canyona in dejansko sva ga ujela tik ob sončnem zahodu. Pač za las sva ga ujela, še pač iz severa je prihajala ena nevihta, tako da nisva imela najbolj posrečenih slik, ampak ok, nimaš kaj. In ja, pa sva dejansko počakala sončen zahod, ko sva bila tik pred njim. In tukaj lahko spet vidimo reko Colorado, pač to je res ogromna reka, ker na tej sliki niti ne zgleda tako ogromna, ampak ta reka je v bistvu tudi oblikovala sam Veliki kanjon. Evo, tukaj se mogoče še bolj vidi, se pravi. Tole je reka Colorado. No, potem pa sva šla počasi proti obali, se pravi San Diego, Las Vegas, San Francisco. Sva se zapeljala še skozi zadnji nacionalni park, in sicer Joshua National Tree Park, poimenovan po drevesih Joshua, in to je recimo Joshua drevo, ki ga vidite na
sliki spet eno tako ikonično drevo, ki mislim, da ne rase kjer druge na svetu, kot pač v Ameriki. Zanimivo je pa zaradi tega, ker v bistvu ni ne iglavc, pa ne listovc, je tako kar nekaj vsredno. Ja, tukaj smo pa pol dejansko proti koncu najnega potovanja odkrila Denis, ja. To je pa v bistvu veriga, ker nekako ni niti diners, ni niti fast food veriga, ampak je tako nekako vmes. In dejansko za nek normalen denar dobiš normalno hrano, oziroma pač za nas Slovence normalno hrano. In midva sva tukaj prvič po 3 tednih jedla takole župco, neko zelenjavno župco. Imela sva nek steak, bučke in pa pire krompir. Sicer mislim, da pire krompir je bil z vrečke, ampak pustimo to. Nima veze. Jaz sem bila toliko navdušena, pač toliko je bilo dobro, mislim, da to je še zmeraj moj najljubši obrok. In pa ja, potem seveda ne gre pa brez teh ameriških palačink, tukaj sva zraven dobila še tako sadje, pa smetanco, pač tako, kot sva že preomenila, ful dober. To so torej te palačinke, ko so tako dobre, mehke, To ko so ste torej, preomenili. zelo so take puhaste. Pa obvezno jih moraš jesti z javorjem v sirupu. Ja, to dobiš pa zraven za čez si polit v bistvu. Pa ponavadi še mrvice, pa kaj podobnega, če se ne motim. A to že pa že pretiravamo. Kaj sladko. V glavnem še ena stvar, ki nam bo po moje za večno ostalo v spominu, je njihov odnos do javnih WC-jev. In sicer nama je bil šok se vrniti nazaj v Evropo. Dejansko se lahko proti Amerikancem skrijemo. Tlele že pač samo iz, bi lahko marsikdo rekel, ok, tole je samo napis, pač mi čekiramo WC-je vsakih 30 minut, če je karkoli narobe, nam sporočite, to pač piše gor. Veliko bi verjetno rekla, to se je en zmislil, to amben ne dela, ampak kar je bilo, sem midva imela izkušenj, pač ne vem, če sem imela enega ali pa dva usrana oziroma pač čudna WC-ja v celotnem mesecu najnega potovanja. In to ni važno, a je bila bencinska črpalka, a je bil Walmart, a je bil nek diners, pač kamorkoli sva šla, WC-je imajo porihtane v nulo. In tudi recimo glih tlele sem slikal zaradi tega, ker je, ne vem, nekih brisačk po moje zmanjkal ali WC papirja, ne vem že točen. In sem rekel, daj zdaj grem pa prost testirati. In grem jaz kaj do te natalkarce in tako, jojo, prosti, a ne, ampak WC papirja je zmanjkal. Ker se je ona meni začela zahvaljevati, ful hvala, ker si sporočil, to nam res ogromen pomen, evo, grem pred zrihtati, jaz sem kar gledal, kaj? In ja, kakor sem rekel, in ne vem, ker sem pristala v Amsterdamu nazaj grede in ker sem šel prvič na WC in ker sem prišel, kaj sem bil sam tako, ok, če pa kaj pogrešen, sem pa to ameriški lik. Ja, to pa res je. No, tukaj sva potem prišla do San Diega in sva izkusila še to življenje na plaži, se pravi samo življenje na obali. In dobesedno se Američani odpravijo tako za cel dan na plažo, sabo privlečejo, kar jim srce poželi spet, pač od miz, stolov, do raznih hlodov za peč žar, do kangelc, lopat, ki pol gradijo gradove in podobno. Sva pa tukaj tudi šla pogledat tjulne in pa morske leve, ki dejansko prebivajo tukaj prav v svojem naravnem okolju in jih je prav čudovito zagledati, pač kako se oglašajo, kako se lovijo med sabo, klele so eni mladički, tako zelo zanimiv. No, s tem pa pridemo do naslednjega ameriškega stereotipa in sicer, a v Ameriki res uporabljajo toliko plastike? Ja, pač dobesedno jo. Mi smo zdaj pač izločili te plastične slamce, ki pač ful onesnažujejo okolje, kar je sicer dobro, ampak ko doživiš pač, kaj delajo v Ameriki, si sam tako, so pač naše plastične slamce res tak problem. Nama se je recimo zgodilo v Walmartu, ko sva bila, ko sem preomenila, ko ti te vrečke fila pač nekdo drug. So imeli recimo oni te galone, pač to so tele embalaže, ki je v bistvu skoraj 4 litre vode. In pač ta galon ima zmeri nek ročaj ali pa takole pri strani nek ročaj, kot tukaj vidite. In meni je logično, galona ti za vodo ne rabiš dati pač v svojo vrečko.
Ampak oni so dejansko, pač nimajo to tako samoumevno, oni galon dajo v svojo vrečko, mislim, da so recimo kupila 3 galone, sva dobila še posebej 3 vrečke, poleg pač vse ostale hrane. In mi dva sva bila tako, ne, pač, a lahko prosim ne dajate vrečk za galone, pač prosim ne mi dati vode v vrečko. In pa so naju čuden gledali, kada sva pač mi dva tista ta čudna, ka pač močva vrečke plastične in sva bila tako, ojoj. No, še hujka to, se nama je pa zgodilo, da sva bila tukaj v San Diegu, v enem prenočišču, v enem Airbnb, spet pri domačinih in prideva v kuhno in pač mi dva pač si hočeva pripraviti zajtrk in iščeva v vseh omarah njegovih pač neke keramične krožnike. In pač mi dva ne najdeva keramičnih krožnikov. In tako pač greva do njega, tako kaj pa iščeta, ja, keramične krožnike. Mislim, krožnike, a ne. Pa on tako, ja, pa se imata te plastične, a ne, to uporabta. Pa ga mi dva čudem pogledava, to so bili dejansko oni plastični krožniki za enkratno uporabo. In mi dva tako, pač ne bova tega uporabila, a ne. Pa on tako, ja ne, se to je ful fajn, pač uporabiš in pol direkt vržeš v smeti in pač ne rabiš pomivati. Ful dober. Mi da so se tako spogledala in tako, ojoj, pač to je pa... Ja, to, kar mi delamo, da smo nadomestili plastične slamce z papirnatimi, vse neki je, ampak poj, kaj takega dožiš, rečeš, ok, to je tako plunco morja, ne. Kakšni turisti, ne smo mi v tem pogledu. Ja. No, potem imajo tam tudi en zelo zanimiv muzej in sicer na letalni nosilki. Se pravi, sama letalna nosilka je spremenjena v muzej vojaške zgodovine. Se pravi, sreden del letalne nosilke so dejansko noter letala, tako da se lahko tudi noter usedeš pa pogledaš. Potem spodnji del oziroma podpalubje pa dejansko vidiš, kako so živeli. In mi dva prava, da je to res tako mesto malo. Se pravi, imaš spalnice, imaš cerkev, imaš pač trgovino, imaš kuhinjo oziroma jedilnico, pralnico, sušilnico oziroma likalnico, pošto imajo svojo gor, zapor imajo svoj gor, operacijske sobe imajo, laboratorij, zobozdravnika, tako da res ogromno. Pravo mesto v malem, res. Na vrhu gor so pa potem še to majčkem, una spodnja letala so bile starejše, te zgori so pa malo novejša, tako da imaš malo tudi razlike v času pa tehnologiji za pogledati. Ja, potem pa sva najno pot nadaljevala v Los Angeles in recimo kle sva se nahajala v tem slavnem delu Beverly Hills, kjer se nahajajo pač te najdražje hiše pač v Los Angelesu. In tudi mi dva sva rekla, dajva se tukaj malo sprehoditi, dajva malo teh hiš pač najditi, malo pogledati. In to so bile res luksuzne hiše, neke vile. No, na kar smo v bistvu prišli do spoznanja, da mi dva teh najbolj luksuznih vil sploh ne vidva, ker pač to so bile nek sreden razred, nek middle class, medtem ka ta najdražje vile so bile itak zagrajene, pa zastražene, pa z unimi ograjami ali pa nekimi škarpami ali pa živimi mejami, da v bistvu sploh nisi videl do njih. In to pač je res, mislim, ne moreš verjeti, kje vse ljudje živijo, pač v kakšnih graščinah, tako noro. No, s tem pa v bistvu pridemo še do najnega zadnjega stereotipa. In sicer, verjetno se spomnite iz ameriških filmov, kdaj vidite, ko pač, ne vem, hočejo vdrti v eno bajto, pa pol dvignejo pred pražnik, pa najdejo kar spodaj ključ, ali pa recimo malo pošlatajo v bok vrat, pa se na boku vrat nahaja pač ključ. Ali pa recimo dvignejo eno rožico tam zraven vrat, pa je pač v lončku noter ključ. Mi da sva bila tudi tako, ko sva se odpravila v pač Združene države Amerike, sva bila prepričana, to je sigurno, to nabijajo pač sam zaradi filmov, a ne. No, ampak dejansko temu ni tako, pač ker sva bivala veliko pri domačinih, sva tudi doživela to, da recimo sva kakšnemu pisala, ja, mi dva bova pa čez 1 uro v prenočišču, a ste doma, lahko pač prideva. In so nama napisali, ja, ne, sicer nismo doma, ampak saj ni panike, mi smo vam ključ pustili pod predpražnikom, tako da sam dviganta predpražnik, vzemta ključ ven in pač si odkleneta in ta prva soba na levi je vajna.
In mi pa tako, a se oni zabavajo, pač, a dejansko bojo ključ pustili pod predpražnikom, tako, a lahko še kakšen bolj neumen skrivališče najdejo. In ja, dejansko pač, mislim, ne vem, toliko zaupajo, ali kako bi temu človek rekel, toliko so Ne, to pa je tu v kulturi Ja. navadi. Ne moreš drugače, mislim, pojasniti stvari. Noro, pač res noro. No, kle sva se pol sprehodila še čez slavni Walk of Fame, kjer najdete vse te zvezdice slavnih in je v bistvu pravi tak lov na zaklad, pač lahko najdeš svojega najljubšega zvezdnika in pa seveda Hollywood znak, mimo katerega tudi ne moreš brez, da bi naredil kakšno slikco. No, poj še en tak Beach Day varianta, samo da je ta v Los Angelesu in na Venice Beachu lahko res vidite, kakšna masa ljudi pač živi v Los Angelesu. Če se samo 1% teh ljudi odpravi na plažo tisti dan, pa je tako, kamravne so. In tudi to, kar je Cindy prej razlagala, to je res tudi en tak mini nacionalen šport, poigrajanje teh peščenih gradov, to cele samokolence, lopate, prepeljajo, da gradijo. To je tudi fajn za opazovati. No, pa v bistvu ob tej pacifiški avtocesti so šla proti San Francisco, vmes so se še ostalo v enem majhnem mestu, Morro Bay, kjer sva pa potem izkoristila tistih priigranih $115. Zdaj, v bistvu tlele bi omenila samo to, da hrana, se pravi, fast food je dokaj poceni, se da jesti kogarkoli. V bistvu fast food v teh verigah je cenejši, kot pri nas recimo v McDonald'su. Ja. Dejansko je cenej. Dočim, kolikor se boš pa odpravil ti v eno normalno restauracijo, ne vem, tako, kolikor so pri nas kakšne pizzerije, gostilne, tako. Ne vem, kva naj dam en dober primer, ampak najbolj ono tipično gostilno se Nič tako fancy, pač kad vidite, kle nič ni fancy, pač tako navadna gostilna je. No, tam boš pa pač zelo hitro odštel par $10 ali pa $100 za Pod $100 sploh ni bilo mene hrane. tako. Tako da v bistvu dejansko, ne vem, mislim, da je ta večerja glih tam okrog $100 prišla, tako da so dejansko zapravila tisto, kar so priigrala. In na splošno, ja, karkoli je storitev, Storitve, pač karkoli delaš z rokami, je tam zelo ocenjeno in tudi zelo drago. Tako da, ja. To. In Potem pa še. sva se v bistvu vrnila v San Francisco, vrnila sva na rentakar in sva si zadnjih, ne vem, 4 dni pogledala še San Francisco pač peš, oziroma s pomočjo javnega prevoza in pa teh njihovih Uberov. In tako dobesedno sva bila ful šokirana in razočarana nad San Franciscom, ker dejansko nama je cel San Francisco smrdel po urinu. In na začetku še nisva bila tako čisto prepričana, pač, a je to urin, a je pač, kaj midva to vohava. No, na kar sva doživela, da na eni sredi avtobusne postaje je pač ena ženska slekla hlače, počepanila, se polulala sredi avtobusne postaje, oblekla nazaj hlače in šla na avtobus, nikome ništa. In mi tako gledava in, a to je normalen? In pač San Francisco ima toliko velik problem z samimi brezdomci in pa tudi z drogeraši, tako da recimo tak prizor pač te neki kontejnerji, neki odpadki za pač nevaren material niso v San Franciscu čist nič čudenega, no. In ja, mislim, San Francisco dejansko lahko rečeva, enkrat v življenju sva bila in niti nimava. Sej, mesto kot mesto, tako ta glavne atrakcije so ful lepe, sam dejansko nimava potrebe, da se vrneva v njega. Tako. In pa potem še za ta zadnji dan nama je en dan lufta ostala, so rekla, dobro, greva pa še v nek ameriški Gardaland, oziroma pač v nek zabaviščni park. To je tudi ena tipična stvar za Ameriko. Ja. Ne bova preveč razlagala, bi pa pustila spet samo en napis. Dejansko se nam je zgodil, da tam te ne merijo samo v višino, ampak te merijo tudi v širino. In ena gospa pač dejansko so ji rekla, da je majčkeno preširoka, da bi šla na nek vlakec smrti, da ji ne morejo zagotavljati varnosti, ker se pač tudi veš, kad te stisne, ni dober zapel. Po moje so se eni 3 gor obesali, pa jo probali zapeti. Na koncu sicer se je zaskočil, tako da je pa šla,
ampak ja, lahko te pa tudi čisto komot obrne, če si preširok. In če ni to Amerika v enem stavku oziroma povedi, pa tudi ne vem, kaj je. No, potem pa če na letališče, tle je bila tudi ena taka stvar, no, se pravi, imajo WC za pse oziroma domače ljubljenčke in imajo prvo tako travco, kamor se grejo lahko svojo potrebo opraviti. In spet tudi ena taka ameriška stvar, ki ne vem, ni v Evropi še nisem videla. In pa še naš lepotec, double decker za nazaj grede. Ja, s tem so pa midva v bistvu tudi zaključila najino potovanje. Zdaj, tako kot sva že omenila, pač se danes sva bila kar izčrpna, ampak kljub temu to je bilo enomesečno potovanje in definitivno pač danes nisva povedala vsega. Tako da, če vas karkoli zanima, vas vabim na najin YouTube kanal, kjer najdete celotno potopisno predavanje in pa tudi še 3 druge videe, pač polne nasvetov. Tako da, vabljeni, da si še to pogledate. Ja, tako smo pa zdaj prišli do konca naše oddaje. Vidim, da ni več tudi nobenih vprašanj sa strani gledalcev in gledalk. Seveda, tako ste rekli, zdaj Alex in Cindy ima lahko vsi, ki vas še kaj zanima, pišete in vam bodo z veseljem odgovorila. Torej, vsem, ki ste si vzeli čas danes in se nam pridružili, se zahvaljujem in upam, da ste izvedeli veliko novega in koristnega. Jaz definitivno sem. Tudi nekaj smo res potrdili, nekaj stereotipov, nekaj jih ovrgli. S tem se vam zahvaljujem, Alex in Cindy, da ste delili svojo veliko izkušnjo, takšna in drugačna doživetja so spodbuda za vse, ki nas gledajo, da se podamo svet in ga spoznamo na lastni koži. Tako da potem se vam še enkrat zahvaljujem in vam želim veliko popotniških avantur tudi v prihodnje. Za več informacij Za več informacij o naslednji epizodi in temi, ki jo bomo imeli in ki bo v času festivala Mladi Maribor, pa spremljajte tako kot običajno Facebook skupino Poceni potuj in se izobražuj. Tako da to je za danes vse in se vidimo. Bon voyage! Ja, iskrena hvala za povabilo. Hvala vama.